Dan začenjava v Kutaisiju, oziroma Kutaisu, kako se da se izgovori. Kutaisi. Včeraj je bil dež, ko smo prišla zvečer, danes je sonce, tako da bomo videli, kako izgleda med tekom. Reka. Tekaške infrastrukture glih ni. Kutaisi je tretje največje gruzijsko mesto, znano je po Argonautih, potem da ima mednarodno letališče, pa tudi po bližnjem samostanu Gelati, kamor greva zdaj. To je samostan Gelati. Osnovan je bil v 12. stoletju in je zgodovinsko gledano ena izmed pomembnejših gruzijskih cerkva. Je pod UNESCO-vo zaščito, zato ga zdaj prenavljajo in upam, da bo prenova dobra, kajti ena izmed cerkev v Kutaisiju je bila tudi pod UNESCO-vo zaščito, pa je niso dobro prenovili in zdaj ni več. V bližini Gelati monasterja pa je še en samostan Muca Meta in je vklesan pravzaprav v skalo, kar je kar fascinantno za videti. Tukaj je vonj kot na Islandiji, po tistih starih jajcih, kajti sva pri izviru vroče vode. Ja, in tale voda je izjemno vroča, tako da ni se za iti kopati tukaj. In greva preveriti, da je malo bolj mrzlo. Kaj je ne gre? Ajde, zaplivaj. Danes imamo tak vozniški dan, ful vožnje že za nama, pa še kar precej naju čaka, da pridemo do predela Svaneti. Trenutno smo v enem kraju, ki se imenuje Zugdidi. Kam gremo iskle? Ti greš kaj? Takole. In je še zadnja civilizacija, preden se začne hribovski del. Tako. Civilizacija je močna beseda, zato ker tle videvamo. Pač. Ne bi mogli če šibe, tako vedno posneti. To je eden od prizorov, ki je pač vsakdani. Tle do mestje, ta vožnja je, oh my god. In to še ni najbolj grozna pot, cesta, po kateri greva to potovanje. Ja, sem tam. Tam pa ne bo medva vozila, ja. Ker ne smeva, drugač bi. Fuck. Občutki ob vožnji. Moji boljši kot tvoji. Najhujše, ko bo treba po tej cesti še nazaj. Sej gre. Malo je razrukano, malo je prepadno. Pa da klejem folk živi.
Tu mi je tudi. Uspelo nama je po kolikih urah vožnje. Ja, vožnje je bilo veliko, ampak važno je, koliko je bilo one vožnje, ta zanimive. 150 km res luknastije in najhujše ceste ever. Tako da črto moram zdajle častiti, en velik per. Prišla sva v mestijo, čaka naju večerja, ful pakiranja, jutri zgodaj zjutraj pa hoditi. Idemo. Dobro jutro, Živjo. lep pozdrav iz Žabešija. To je vasica, kjer začenjava ta najin dvodnevni trekking. Najin prijazen gospod naju je zapeljal semle do izhodišča iz Mestije in zdaj naju čaka nekih 7 ur hoje menda. Bomo vedeli, koliko hitra sva. Ruzaki so težki. Kaj smo? Deset minut hodva, pa je že vroče. Malca. Treba je čim več pojesti, že takoj na pauzi in spiti, da bojo mogoče vsaj malo lažji ti ruzaki. Takole izgledajo markacije in pa potka. Zdajle sva na dobrih 2000 metrih. Je kar veliko ljudi, ampak vse puščava za sabo. Ja, kot tudi Coca-Cola naročiva. Evo. Prišla do neke civilizacije na 2200 metrih. Kafe. Privoščila sva si Coca-Cola. In postanek. In nastanek. Upala sva, da gondola dela, da se bi malce skrajšala pot, Ampak ne, pa žal ne. nič ne bo iz tega. Dobro, sva pa se WC najdla. Iz te moke ne bo gruzijskega kruha. Sky bar. Koga streže? Streže Vodo. sendvič pa vodo. Na Perol bi prav prišel. Kot rečeno, ne vozijo. Evo zdaj so pa že skoraj na višini Triglava. Najvišja, najina današnja točka na 2700 metrih nadmorske višine sva. Za nami občutujemo pogled na Mount Užbo, na drugi strani pa je ledenik Tetnuldi, 4800 metrov nadmorske višine. Ena urna pauza je pasala, ampak je tako lepo, sva mogla pofotkati, če pogledati, malo pojesti. Zdaj pa dalje. Pod noge. Kako mogočno. Pauza je konc, zdaj se spuščava naprej do Adišija, še kakšno uro, 2. Mava lep pogled na ledenik, ampak naj jo čaka še en strm spust. Upamo, da ne bojo kolena preveč trpela.
We did it! We made it! Uspelo nam je priti do Adišija, te prečudovite svaneti vasi s številnimi stolpi. Vse skupaj nam je vzelo 6 ur s pavzami, brez bi pa rekla, da kakih 5 ur. Tako da čudovito. Jutri nadaljujeva, zdaj pa nujno si prvošča eno pijačo.